Stoja. Dobrodančni Mehna miza, ni bilo in čas. prav lep pozdrav v imenu Imaga Slovenije, organizatorja že 29. izvedbe mednarodnega festivala Noči v Stari Ljubljani. Festival se vsako leto obrača takole konec avgusta kot nek kulturni zaključni ognjemet in poklon številnim poletnim dogodkom v Ljubljani, ki jim edinstven utrip dajo tudi prireditve v organizaciji Imaga, ki so še vedno brezplačne. Hvala lepa za vašo udeležbo, ki jo seveda razumem kot močno podporo in tudi izraz zaupanja v to, kar delajo v Imagu. Imam pa močno zasedbo tudi v današnjih govorcih, ki vam bodo na kratko orisali program oziroma vsebine sodelovanja. Gostitelj današnje novinarske konference je direktor ustanove Imago Slovenije, Januš Kern. Z nami je profesor dr. Svanibor Petan, etnomuzikolog, predsednik Mednarodnega združenja za tradicijsko glasbo, dr. Andrej Stopar, odgovorni urednik prvega programa Radia Slovenija. Potem je z nami Jure Longika, ki predstavlja drugi program Radia Slovenija, Val 202, urednik oddaje iz Štekani. Z nami je tudi Ingrid Kovač-Brus, urednica kulture na tretjem programu Radia Slovenija, program Ars. Dr. Andreja Richter je direktorica Foruma slovanskih kultur in na koncu še glasbenik Matevž Šalek-Arhamo, ki bo svojo skupino dal letošnjim nočem tudi njihov osebni pečat. Upamo, da se nam pridružijo tudi še kakšni drugi glasbeniki. Napovedali smo imeli Aniko Horvat in Anika, dobrodan, dobrodošli kar v dvoje, lepo, in pa tudi Jadranko Juras. Napovedan pa je bil tudi še Miloš Simič, vodja zasedbe Filharmona, pa mogoče se nam pridružijo kasneje. Prvo besedo bom dala kar gostitelju, Janušu Kernu. Za iztočnico dajem tole, torej smo pred 29. izvedbo Noči v Stari Ljubljani, ki bo tudi letos med četrtkom 24. in soboto 26. avgustom. Tradicija je pred prihajajočo 30-letnico nedvomno na vaši strani, prav tako tudi številčnost obiskovalcev vseh dosedanjih izvedb, zadovoljstvo publike in sodelujočih partnerjev. Kaj torej lahko pričakujemo letos na 29. izvedbo? Izvolite. Najprej bi se zahvalil vsem za naš novic in pa seveda vsem govorcem za udeležbo na konferenci. V začetku bi rad na kratko predstavil projekt Imago Slovenije, mislim, da verjetno večina že pozna. Sicer Imago Slovenije je ustanova, nevladna organizacija, neprofitna. Imago Slovenije je največji projektov v Sloveniji in sicer letno pripravimo več kot 100 kulturnih prireditev, večinoma z področja glasbe in sicer klasične glasbe. V okviru projekta poteka 6 festivalov koncertnih ciklov, med njimi so tudi seveda Noči v Stari Ljubljani, festival Imago Slovenije, Poletje v Stari Ljubljani, ciklus Mladi talenti, Jazz Oder, Zima v Stari Ljubljani, pa imamo tudi manjšo radijo v naših prostorih na Gornjem trgu 16. Letno se naših koncertov drži več kot 80.000 obiskovalcev. Gre za uveljavljen projekt, ki je nekako postal tudi v manjših krajih v Sloveniji uveljavljen blagovna znamka, tako da imamo tudi ljudje v Sloveniji zelo dobre obiske. Sicer v osnovi je Imago Slovenije kulturna mreža, ki povezuje več kot 20 občin iz vse Slovenije in kar tudi iz zamejstva. Povezani smo tudi z 63 državami sveta, tako da smo precej aktivni tudi na tem področju mednarodnega sodelovanja. Noči v Stari Ljubljani pa so seveda največji poulični festival v naši prestolnici. Vsako leto potekajo zadnji teden meseca avgusta, nekako zaključujejo Poletje v Stari Ljubljani.
Letno vsak leto se udeleži več kot 60,000 obiskovalcev. Tako da imajo pomemben projekt za razvoj kulturnega turizma, ki postaja tudi eden od strateških usmeritev razvoja turizma v naši prestolnici, kar je mesto potrdilo tudi z sprejetjem nove strategije razvoja kulturnega turizma v letošnjem letu. Festival je zasnovan na zahtevnejših glasbenih zvrsteh, predvsem na etno, jazz in klasični glasbi. Vsako leto ima tudi programsko rdečo nit, letos je to slovanska kultura. To je ena usmeritev, ki imamo že dolgo časa, nekako na zalogi, pa se nekako nismo odločili, da bi jo nekako realizirali tudi v okviru festivala. Mislim, da se mi premalo zavedamo, da smo Slovani, da so naše korenine slovanske in nismo dovolj ponosni na svojo kulturo, ki je najmanj konkurenčna kulturni ponudbi ostalih svetovnih narodov. Tako da bo to ena od stalnic tudi v prihodnje, noči v starih dani bodo v prihodnje precej slovansko obarvane. Letošnjih nočeh se bo zvrstilo več kot 300 umetnikov iz 15 držav. Vsi dogodki bodo zopet brezplačni za obiskovalce, ker je tudi tradicija projekta Mago Slovenije. Dostopnost je ena zelo od najpomembnejših usmeritev. Želimo vsem zagotoviti dostop do vrhunskih kulturnih dogodkov. Otvoritni koncert letošnjih noči bo 24. avgusta na Novem trgu z Big Bandom RTV Slovenije in Aniko Horvat, ki je danes tudi z nami, tako da lahko pozdravljam. Nekaj bi tudi v finančni konstrukciji. Noči v starih dani so tradicionalno finančno zelo podhranjene in sicer več kot 80% sredstev pridobimo od pokroviteljev, sponzorjev, donatorjev, kar je v teh časih izjemno težko. Pomemben prispevek zagotovijo tudi gostinci, ki zagotavljajo tudi dodatno gostinsko ponudbo. In sicer ta gostinska ponudba bo letos neslovansko obarvana, sicer zelo azijsko, in pa predvsej bo tudi hamburgerov, ker mi nekako ni preveč všeč, ker to ni nekako naša osnovna usmeritev, ampak zelo težko je dobiti gostince, ki imajo slovensko ali slovansko ponudbo, ki so pripravljeni sodelovati na takih prireditvah. Tako da pač mi lahko delamo s tistimi, ki pač želijo z nami sodelovati. Sicer pa ima v Sloveniji pa tudi noči v starih dani projekt sodelovanja. Je primer dobre prakse povezovanja organizacij iz področja javnega in nevladnega sektorja. Letos se je pri pripravi in izvedbi projekta poleg stalnih partnerjev Radia Slovenije in pa seveda celotnega nabora organizacij, ki jih vodi profesor dr. Svatibor Petar, kateri bo kasneje tudi predstavil. Se nam je pridružil tudi Forum slovanskih kultur, kar me zelo veseli, ravno zato, ker pač naša nedavno smo tudi slovanska kultura in pa Narodni muzej Slovenije, s katerim v preteklosti še nismo sodelovali. Ob tej priliki seveda bi se zahvalil vsem sodelujočim in pa tudi vsem sponzorjem. Ne bom pa našteval imen podjetij, ker bi pač spisek zelo dolg. Če nakratko še predstavim program, ki ste ga dobili sicer tudi v programski knjižici, objavljam pa tudi na naši spletni strani, pa mislim, da tudi v zajemniku namenjenim za medije bo več materialov potrebnih tudi za vaše delo, za vaše področanje. In sicer med tujimi izvajalci bi izpostavil seveda Ruski državni orkester Sankt Petersburga, ki smo ga nekako uspeli dobiti na festival z pomočjo Foruma slovanskih kultur, zato se dr. Richter najlepše zahvaljujem. To bo nedvomno izjemno kakovosten glasbeni dogodek, gre za vrhunsko zasedbo,
ki pa koncentrira na inštrumentih, tradicionalnih ruskih inštrumentih, strunskih inštrumentih, kot so balalajke in podobni, in izvaja predstavljajo tudi en izbor tradicijske ruske glasbe, delno pa tudi klasične glasbe. Zanimiv bo tudi projekt vezan na mednarodni simpozij, ki bo potekal v času festivala v Prešernovi dvorani SAZU. Sicer evropski projekt EMAP se gre za različne zasedbe, ki pri muziciranju uporabljajo najstarejše inštrumente odkrite v evropskem prostoru, kot bo nedvomno zelo zanimivo dogodek. Med domačimi izvajalci seveda je potrebno izpostaviti tudi Simfol Orkester Slovenija in pa Draža Hribarja, ki bodo koncertirali v petek na Novem trgu, ki je tudi naše osrednje prizorišče, sicer pa v okviru festivala potekal na 14 prizoriščih v starem mestnem jedru. Zanimivo bo tudi operni oder, kjer se bo predstavili nekateri veljavni operni izvajalci, slovenski operni izvajalci. Priložnost smo dali tudi mladim upom, pa mladim pevcem, med njimi tudi najboljšim udeležencem mojstrskega tečaja petja, ki ga pripravlja Glasbena matica Ljubljana. Nekaj področju bi izpostavil čompe, harmone, etnotrip, fake orkestra, pa še vrstila se še vrste drugih kakovostnih izvajalcev. Mečizisti Singa Tani pa Nvidia Kvartet. Zelo zanimivo tudi koncert Slovenskega saksofonskega orkestra SOS. To je 13-članska zasedba, ki v različnih manjših zasedbah izvaja slovanski program, seveda, kot bo tudi druge. Skoraj vsi programi, če bo slovanski, razen vse opernari, pač nismo mogli nekako zgoditi z področja slovanskega področja, ker pač udeleženi tekmovanja so pač tekmovanja z programom, kakšno pač je, tako da bo tukaj tudi nekaj glasbe zahodnega sveta. In pa gostimo tudi zanimivo iransko zasedbo, ki je bila, ko smo se pač pričeli z njimi dogovarjati za koncert, še večja, in sicer je v zasedbi sodelovala tudi ena hrvaška glasbenica, in tako da so izvajali v bistvu eno zmes slovanske in iranske glasbe, sedaj pa pač te glasbenice v tem času, ko smo mi že imeli z njimi dogovor, je pač izgubila zasedbe, tako da bo ta program mogoče tudi ne bo tako zelo slovanski. No, kot sem že omenil, v času festivala potekal tudi mednarodni simpozij glasbe o kameni dobi, ki se nazove na razstavo Arheomuzika, ki trenutno poteka v Narodnem muzeju. Tega simpozija se bo udeležilo letos 40 znanstvenikov iz 18 držav. Vodilna sila seveda simpozija pa je dr. Slavko Petrhan, ki bo kasneje tudi bolj očitno predstavil. V okviru festivala potekajo tudi drugi dogodki, kulturni, literarni, plesne arkade, okrogle mize. Letos pa se nam je pridružilo tudi Ljudno gledališče Ljubljana, ki bo za najmlajše uprizorilo predstavo Svetlane Makarovič Sabramiška. To je v kratkem program. Če enkrat se vam bi rad zahvalil za vašo udeležbo in mislim, da vas vabim tudi, da se udeležite letošnjega festivala, pa tudi otvoritega koncerta. In hvala lepa. Hvala lepa za oris letošnjih noči, gospod Kern. Če ostanemo kar pri rdeči niti, to je pri slovanski kulturi, ki letos plemeniti ta festival, dr. Richterjeva v
vašem poslanstvu imate napisano, da Forum slovanskih kultur povezuje in predstavlja slovansko kulturo, znanost in umetnost, njen ustvarjalni naboj in dediščino, ter aktivno skrbi za prepoznaven prispevek slovanskih kultur v globalnemu dialogu. Ta rdeča nit letošnjega festivala kar odpira to široko polje možnih sinergij in vabi k povezavi, kje in v kolikšni meri pa bo to sodelovanje izpolnilo vaše poslanstvo za iztočnik. Hvala lepa. Najprej pozdrav vsem v mizi, dve ženci k sreči, tretje, povezuje, da ne budeš. Najprej hvala prijatelju Gernu za povabilo, za inicijativo, za idejo o slovanskih dnevih. Glede hamburgerjev, ravno kar jutri izide slovenska izdaja Vse Slovaki za mizo, knjiga, ki predstavlja 13 držav, vseh naših članic, to se pravi Rusija, Belorusija, Poljska, Češka, Slovaška, Slovenija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Črna Gora, Makedonije, Srbije, Bolgarije, Ukrajine. Vsaka država se predstavlja s 3 tipičnimi dni, osnova, da drugo leto naredimo na lepo mizje in mi pa tako tudi kaj skupaj, če bi tako drugače. Jaz vem, da bi gospod Petan se nam bo pridružil na mesto hamburgerja. To je tisto bolj sproščeno, v čemer se v Forumu slovanskih kultur obvajamo, uživčujemo kreativnost slovanskih kultur. To se pravi, da gradimo mostove med nami in sami. Mi smo že davnega leta 2002, na katero ugotovili, da si mi Slovani ne poznamo. Tudi bivši jugoslovanski narod v takrat ponovno vzpostavljamo določene vizije. Zelo malo tudi danes še vedno, kaj dela na Poljskem, Češkem, v Belorusiji, radi govori. Vsi tisti, ki pa mislimo, da Rusijo dobro poznamo, in še vedno na novo odkrivamo. Kaj je še Ukrajina, kaj je še dalje Bolgarija. Zato je seveda kultura tisto, s katero gradimo postava. Kultura je tisto, ki je veliko več od vsega političnega, kar se v našem okolju da. Dobro bi bilo, če bi to politiki vedeli. Žal se tega slovenska politika ne zaveda. In razmišljanje, da bo 30. drugoletni festival še bolje obarvan kulturno slovansko, je odlična ideja, ki smo jo mi spoznali in jo gradimo. Mi se, tako sem rekla, je Rusija ena zmed zelo trdnih naših članic, ki finančno prispeva v naše ideje in smo v državnem sodelovanju bolj močno tako za Moskovsko oblastjo, kako za Sankt Petersburško oblastjo. Ravno prejšnji mesec je bil obisk gubernator gospod Grdavčenko iz Sankt Petersburga. In v decembru mesecu podpisujemo z mestom posebni dogovor o izmenjavi kulturnih ustvarjalcev, o nenazadnjih rezidencijah in tako dalje. Tako da so gostovanje zdajšnjega orkestra, državnega orkestra iz Sankt Petersburga ni naključje z velikim veseljem, so sprejeli našo pobudo, mi pa prav tako gostiteljstvo, ki je v sestavi 35 članov krasen orkester, seveda z naju, z kolegom Kernom, težek finančen zalogaj, ampak bo tega zmogla in gre seveda za tradicionalno slovansko glasbo, ki je lepo, da tudi slišamo. Mi vemo, da v Ljubljani na festivalu veliko imamo gostih invalidskih teatrov, tudi kakšen Bolšoj in te zadeve, veste, v ruskih ostalih mestih je zelo veliko zavodov, ustanov, filharmonikov, ki prav tako so na odlični vrhunski ravni in ki jih mi preko foruma želimo nenazadnje spoznavati pri nas in tudi v drugih naših sosedskem okolju. Veseli, ukvarjali smo se letos, da bi pripeljali tudi gostovanje avtorje, pisce. Mi imamo lep projekt slovanskih romanov, v kateri sodelujejo trenutno 9 držav, ki so sestavile svojo vrsto 12 novejših avtorjev, ki pišejo po Karlsu Berlinskega zima leta 1989. In to pomeni danes trenutno 109 avtorjev, 9 držav in nenazadnje 9 slovanskih jezikov. Na tem seznamu so znana neznana imena, ampak so zelo podobne zgodbe. Ravno kar se odpravljamo v Moskvo, kjer smo častni vabljenci in naprej tudi v Jasno Poljano, ki je zelo pomemben naš partner,
ki je eden izmed nagrajencev nagrade za najboljši slovanski muzej, ampak nadaljujemo zgodbo z avtorji, ki se srečujejo z ruskimi avtorji in našimi avtorji iz osmih držav in prav tako z družino Tolstoja. Tako da, taki posamezni mozaiki, posamezni dogodki so tisto, kar nas povezuje in kar nas spoznava. To še enkrat največ hvala za to povabilo, da se bo malo usedla in naredila program čez drugo leto. Prav tako vam veseli, da pristopa k temu tudi naš radio in bom nekaj tako oba programa, kajti promocija je pa tisto, kar ne nazadnje nas dela drugačne in če že govorimo o kvotah od takih, mogoče pa razmislek tudi, da so slovanski jeziki podobni, različni, niso enaki in bi lahko tudi te kvote kaj štela. Toliko za enkrat. Zelo lepa hvala, dr. Richterjeva, za vašo predstavitev. Kar nadaljujem, ker je miza dolga. Profesor dr. Petan, vsako leto organizirate pomemben strokovni posvet v okviru festivala Noči v Stari Ljubljani. O čem bo letos tekla beseda, koliko strokovnjakov lahko pričakujemo? Izvolite, mikrofon je vaš. Hvala lepa. Mogoče se vi vsi sprašujete, dobro, zdaj govorimo o Slovanih, simpozij pa se imenuje Glasba v kameni dobi. Zakaj? Razlog je zelo sladek dejansko, zato ker smo simpozij o glasbi slovanskega sveta imeli že oktobra meseca in smo prav z veseljem vsi sodelovali pri tem. Tu je tudi programska knjižica, če koga zanima, si lahko gledate. To je bilo prvo srečanje tele študijske skupine pri Mednarodnem združenju za tradicijsko glasbo. To je tole vodilno svetovno združenje etnomuzikologov, ki je 6 let bivalo prav pri nas. Zdaj se je preselilo julija meseca na Dunaj, ampak mi še zmeraj seveda imamo povezave naprej in bomo delali. Skratka, tale študijska skupina za glasbeno arheologijo, ki je v ozadju tega simpozija, je ena izmed 21 ICTM-ovih študijskih skupin. Tako imamo glasbo, kot ste slišali, za slovanski svet, za jugovzhodno Evropo, za glasbo manjšin, aplikativno etnomuzikologijo in tako naprej. V tem letu se nam obeta en presežek v primerjavi s prejšnjimi leti. Zakaj gre? Običajno smo povezovali glasbene dogodke v Nočeh v Stari Ljubljani in simpozij. Tokrat imate zraven še razstavo, čudovito potujočo razstavo, ki je nastala na podlagi podpore evropskih sredstev, evropskih fundacij, ki se imenuje Arheomuzika. In če si še niste vzeli čas za obisk v Narodnem muzeju, vam toplo priporočam. Razstava je bila v Valladolidu v Španiji predtem, potem gre v Rim, tukaj bo nekje do 24. septembra in je res enkratno. To je več kot 300 replik najstarejših zvočil, glasbil, ki so bili najdeni na evropskih tleh. Tako da, zahvaljujoč tej razstavi, tudi imamo simpozij, na katerega pride več kot 40 vodilnih svetovnih glasbenih arheologov iz vsega sveta, z vseh celin. Redko se nam dejansko zgodi, da na teh simpozijih imamo res ljudi iz dobesedno celega sveta, ampak v tem primeru je temu res tako. In ena sekcija znotraj tega, en del bo posvečen tudi naši najbolj znani arheološki najdbi, to je piščal iz divjih bab. Torej, če vas zanima, če gre za glasbilo ali zvočilo ali ne, kakšni so argumenti za proti, če se še niste vključili v tole svetovno razpravo o tem, to bo zdaj odlična priložnost ob sodelovanju, kot pravim, vrhunskih znanstvenikov na tem področju. Mogoče je to dovolj za začetek. Zelo lepa hvala tudi vam, profesor dr. Petan. Dajemo pa mikrofon Stoparju. Dr. Stopar, vaša radijska hiša Nočem v Stari Ljubljani stoji že vrsto let od strani z neposrednimi prenosi koncertov, ustvarja tudi programske vsebine, tako na prvem kot na tretjem programu, letos tudi prvič na drugem programu Vala 202. Ali je moč o tem razmišljati, da se v nagovarjanju publike spreminja tako program festivala, kot mora biti tudi na drugi strani naravnanost vaše
naše hiše, da si oboji prizadevamo doseči čim širšo publiko, kaj menite za iztočnico? Nedvomno je temu tako. Seveda, mi smo, govorim za imenu Radio Slovenije, zelo veseli do priložnosti tega sodelovanja. Jaz osebno sem tudi zelo vesel, da smo letos uspeli uresničiti to zamisel, da se nam priključi še Val 202 in dejansko pokažemo program in zmožnosti nacionalnega radija, vseh treh osrednjih nacionalnih programov v njihovi polnosti. Obenem sem pa, to pa govorim zdaj popolnoma osebno, še bolj vesel, da sem se znašel v tej združbi, ki po naključju, kajti moje področje je Vzhodna Evropa in slovanski svet, in sem slučajno tudi jaz del te zgodbe. Rekel bi samo čestitam, da sem se za to odločili, sem zelo, se pravim, ponavljam vesel. Obenem pa malce žalosten zato, ker mislim, da se naše slovanske preteklosti in kulture zavedamo takrat, ko je mednarodno-politični dogodek, oziroma kontekst temu naklonjen in to je eno tako grenko spoznanje, ampak glede v danih okoliščinah sem prepričan, da bo pri tematizaciji tega področja to samo dobrodošlo. Kar pa zadeva Radio Slovenija, prvi program in njegov doprinos k letošnjim Nočem v Stari Ljubljani, mislim, da želimo pokazati kar nekaj zanimivih stvari, ki so vezani ne samo na slovanski, predvsem na slovenski prostor. Tako v glasbenem pogledu prvi program ponuja oziroma prispeva dva velika koncertna dogodka, kot sta dva koncerta Big Banda RTV Slovenije Anja Horvat in potem drug večer Simfoničnega orkestra RTV Slovenije Andraža Hribarja. To je naš star projekt, ki smo ga z Andražem Hribarjem delali skupaj. Ne gre pozabiti na zelo, zelo zanimivo glasbeno poustvarjanje na, bom rekel, na ljudsko temo Dua Clari Piano, ki bo tukaj v Mestnem muzeju v petek zvečer. Zelo zanimiva glasbenika, s katerima tudi že prvi program dolgo sodeluje. Ne vem, koliko poznate naš program, ampak ena izmed osnovnih usmeritev v glasbenem pogledu je tudi ljudska glasba. In oddaja Slovenska zemlja v pesmi in besedi in z duom Clari Piano smo v tem kontekstu precej sodelovali in izdajali tudi njihove zgoščenke. Kar pa zadeva ta govorni del, pripravljamo javno oddajo Studio ob 17. in Arso Forum in sicer na temo, ki pa zadeva tudi slovanski, pa ne le zgolj slovanski svet, namreč lektorati slovenski v tujini in tuji pri nas, kar je ena taka večna in zanimiva tema, ki zadeva in kulturno izmenjavo, jezikovno spoznavanje drugega. Lektorati so eno veliko bogatstvo, ki ga imamo, mogoče se ga premalo zavedamo. In še en droben detalj bi opozoril, je pa naš velik ponos. To so pravljice, lahko noč otroci. Tudi pravljico bomo brali in interpretirali v živo iz Stare Ljubljane. Prvi program se loteva tega projekta z neko posebno pozornostjo, ne samo tega branja v Stari Ljubljani, ampak tudi sicer želimo narediti cikl branja pravljic v živo z znanimi interpreti in za živo glasbeno spremljavo. Skratka, tudi za najmlajše, to je tudi eno izmed poslanstev naše radijske postaje. Jaz upam, da nisem česa izpustil, ampak mislim, da sem poudaril tiste glavne stvari, ki zadevajo prvi program Radio Slovenije. In glejte, za nas je pomemben stik z občinstvom tudi v živo. Pomembno je, da občinstvo tudi dobil neko pogled v ustvarjanje radijskega programa, ki ga pač samo spremljanjem preko radijskih sprejemnikov ne more dobiti. In hvala za to priložnost sodelovanja. Hvala tudi vam za vaš razmislek in tudi sicer za vaše dolgoletno sodelovanje. Gospa Ingrid Kovač-Brus, velik del programa festivala Noči v Stari Ljubljani pa je napisan na kožo vašega tretjega programa AS. Kaj pa tam lahko pričakujejo vaši poslušalci? Tole 29 leto za vas je 5 leto za Radio Slovenija in 5 leto za vas. To sodelovanje, mislim, da nam je obojim v neko veliko zadovoljstvo radio, zato ker z vsem najboljšim, kar imamo, se pravi z obema orkestroma in z vsemi tremi nacionalnimi programi, ki imajo zelo različne poslušalce, zelo
različne okuse, se lahko pokažemo v teh lepih ambientih Stare Ljubljane in kjer zgore. Za sam festival pa je najbolj dragoceno to, da velik del programa neposredno prenašamo, skratka, da festival ne ostaja samo v teh ambientih, ampak da gre vse povsod v digitalno orbito. Nekatere presežke festivala pa potem tudi posnamemo in jih uvrstimo v program pozneje. Nekaj takega bo letos ravno z enim srednjih dogodkov gostovanjem orkestra iz Sankt Peterburga, o katerem je dr. Hitlerjeva govorila. Sodelovanje je zelo bogato, preizkusili smo v zadnjih letih raznovrstne formule in mislim, da imamo nekako optimalno. Mogoče par poudarkov iz tega programa, z nekaj že Andrej povedal, kar se tiče ARS-ovega programa, seveda ponujemo nekoliko drugačno glasbo, klasično in jazz. Recimo naša osrednja glasbena gosta ali pa osrednji trije gostje bojo violinistka Nadežda Tokarjeva in pa kartistka Tina Žatin in bi lahko rekla že kar naš tradicionalni gost noči v Stari Ljubljani, harmonikar Marko Hatler. Potem pa, ker tisti, ki poslušate ARS in tudi prvi program, veste, da je ARS tudi literatura, pripravljamo literarni večer z izborom sodobne poezije slovanskih pesnikov. Tukaj se spet nekako ujamemo z delom, ki ga upravlja Slovanski forum. Marsikaj bomo prvi slišali v slovenskem jeziku. Če še ostanemo pri literaturi, je pa za nas izjemno pomemben dogodek razglasitev zmagovalnih zgodb natečaja Radia Slovenija za najboljšo kratko zgodbo. To je že 26. natečaj in na Novem trgu zdaj že tradicionalno izročimo nagrade najboljšim domačim ustvarjalcem. Zdaj, vse omeniti moram še nekoga, to je Klemen Markovčič, ki ga v tem hipu ni z nami, ker ima v našem studiu, v igranem programu, zdaj še zadnji operativni sestanek z vsemi udeleženci. Na radiju je kar velik angažman v zvezi s tem dogodkom, tudi tehnično je za nas to velik projekt, ker se hkrati dogajajo koncerti, pogovori, okrogle mize v različnih okoljih, hkrati jih prenašamo na različne programe, tako nekatere tudi skupaj. Ob tem pa mogoče za konec omenim še enega izmed naših tudi literarnih gostov, ki se ga posebej veselimo. Iz Črne Gore prihaja, mislim, da tudi pri nas zelo cenjeni pisatelj Andrej Nikolitis. In z njim se bomo pogovarjali prav tukaj gor v atriju Mestnega muzeja, že v četrtek. Sledil bo koncert Guslarja, za vse nas nekaj novega. Skratka, tukaj v živo, sicer pa vse to, še kar bo Jure povedal v neposrednih prenosih na vse treh nacionalnih programih. Zelo lepa hvala tudi vam, Ingrid Kovač-Brus, za to izčrpen oris, čez vse se boste lotili in prenesli svojim poslušalcem preko vašega programa ARS. To, da tam na koncu sedita Jure Lovnika, urednik oddaje Izštekani in pa Matevž Šalekar skupaj ni naključje, namenoma smo ju posadili, nekaj bosta ušpičila skupaj, ampak pridno damo besedo uredniku oddaje, bi pa vseeno želela Matevža Šalekarja povprašati nekaj o njegovi letošnji na nek način jubilejni sezoni, 10. obletnica Hamo Tribute to Love, plošča, 3. pa posebna nagrada za izvajalca leta. Bi rekli, da je to vaše leto, da je to uresničitev neke vizije? Ja, najprej pozdravljam si, me veseli zelo v taki eminentni družbi. Ja, ne moram jamrati, dobro leto je z nami,
stvari se odvijajo tako, kot smo si lahko 10 let nazaj samo želeli, tudi ogromno ljudi za to mizo in mogoče pripomoglo k temu, da smo, kjer smo, da sem kolik radija. Ja, fino je. Koncertirate na veliko, dobro vam gre, kritiki so zelo naklonjeni vaši zadnji plošči, zelo je iskana, tako da iskrene čestitke v imenu organizatorjev in v imenu tega omizja tudi za ta vaš letošnji dosežek. Zdaj pa bom res dala še besedo uredniku, da je iztekali Jure po logiki, da nam pove, kako boste to oddajo skupaj zapeljali. Izvolite, Jure. Ja, hvala lepa za besedo. Tudi mi na Valu 202 smo veseli, da smo končno po 2 letih pogovarjanja na različnih ravneh del te zgodbe udeleževanja Radija Slovenija na Načeh v Stari Ljubljani. In mi smo na Valu 202 potrebovali zgolj zelo kratek sestanek, da smo se odločili, da je oddaja Ištekanje verjetno ena najprimernejših za to, da se Val 202 z njo predstavi tukaj. Že krepnih 20 let gosti skoraj izključno domače glasbenike, zajemamo iz različnih žanrov sodobne popularne glasbe. To je koncertna oddaja, se primarno dogaja v studiu. In koncertna, če morda kdo ne ve, je tako imenovano ištekavanje, neka ištekanost, neko predrugačenje tega, kar glasbenik sicer počne. Tako da tudi v Hramovem primeru to bo koncert skupine Hrama in Bibliot to Love, ki je izdala krasno ploščo in ni dogaja, kot smo zvedli, ampak bo nekaj drugega. In to ištekavanje je ponavadi tako, da glasbo izvajalca vzamemo in z njo gremo nekam drugam, ne do kamene dobe, zelo veliko krat pa recimo do tabornega ognja. Ustvarjamo neko to vrsto vzdušje v sami oddaji. Še stavek po enem razmisleku, ki je bil moj kot avtor, selektor, voditelj oddaje in tako naprej. Ištekani načeloma potekajo v radijskem studiu in to je njihovo naravno okolje. Že to, da ištekani gredo ven, pred občinstvo, na prostor, tako naprej, je izgled iz cone obdobja ven, da se s tem tudi ištekani ištekavajo na poseben način. In naslednja moja naloga, ko sem te razmislite naredil in odkljubov, jaz smo zraven napušenjem, je bila kakšen program ponuditi v tem. Seveda smo malce koordinirali tudi s kolegi na prvem in tretjem na Arsu in vprašanje je bilo, kako barvo Vala 202 noter prinesti z enim od popularno glasbenih žanrov, so malo sodobni, urbani, da imajo to noto Vala 202. V malce čem sem razmišljal, potem sem se spomnil, da mi je kakšno slabo leto nazaj Hramov veliki kolega in prijatelj Rudi Bučar namigno v nekaj pogovoru, zelo mimo glede, ti vidva s Hramom nekaj ima, nekaj ste že malo delala v tej smeri, če te bo kdaj zanimali, poklič. Jaz sem to dal očitno, da prav fajl, takrat seveda ni bil trenutek, pa smo že tudi nedavno nastopala v oddaji v različnih kombinacijah, da zdaj si bil lačen tega jaja. Takoj, no v pravem času izgubim na to, kar se zbudil in zdaj mogoče pa Hramo naleč v tem, kaj bosta Rudi Bučar in Hramo kot duet, kako je boš sama, že prav to še nič izgleda, predstavlja v četrtem zvečer. Zelo si lepo. Ja, ne vem, z Rudijem se poznava iz slovenske popevke, pravzaprav tam sa štartala, kjer sem ga jaz veliko premagal. Prej vedno zmagal, ampak pol sem jaz šel, nisem zmagal, kar je še danes jedro najnega druženja in skratka, tam so se spoznala, zelo hitro so vedela, da so narejena praktično zelo spodobnega testa, ampak oba krmarva v popolnoma drugačnih glasbenih vode, ki se jih da pa v nekem, bom rekel, pravem okolju zelo lepo služiti. Skratka, ono igranik, jaz temu pravim istrski blues, jaz pa težji krajski blues. In če daš to skupaj ob kozarcu vina, je prav ena dobra muzika, pa velike enega regionalnega nacionalizma, ki naj združuje, da se malo zdaj glava. Za Štekanje pa pripravljala en
in mislim, da se to zelo hitro narediti. Parkrat so to že probala, so na odru, pravi dva glasova, imamo še par eksperimentov, ki ne bo izdali. Ampak jaz mislim, da bo tako en tak luškan glasbeni, teatrični pištekan. Torej, povezana sta z Juretom v zmagi, pričakujemo pa lahko nepričakovano, tako nekako lahko bo zraven na koncu, ker niste niti vsega razkrili in prav je. Hvala lepa. Z nami je tudi Anika Horvat. Vas vabim besedi, če želite nagovoriti tudi našo družbo. Pravzaprav boste otvorili letošnji festival, tako da pa nam zaupate, kakšno vznemirjenje vas preveva par dni pred začetkom. Lepo pozdravljeni vsi skupaj in tudi, kot je Hama rekel, sem jaz tudi zelo srečna, da sem lahko v taki družbi. Predvsem otvoritev festivala sem zdaj zvedno rada, ko sem Kinetico pogledala. Zelo sem ponosna, predvsem tudi na to, da praznujem 24. avgusta tudi polnoletnost. Ne, maja praznujem rojstni dan. Ampak 24. avgusta pa polnoletnost za Big Band of RTV Slovenije, torej dolgoletno sodelovanje. In ta koncert bo po moje, torej ni neke velike treme, mislim, da me bodo čustva prej izdala kot trema. Najlepše pesmi, ki smo skupaj ustvarili in katere tudi melodije slovenske, ki sem jih prevlekla v nove aranžmaje. Veliko mojih skladb se je nabralo skozi leta in prečudovito sodelovanje bomo strnili v četrtek in upam, da nadaljujemo. Jaz vem, da bomo. Lepa hvala, iskrene čestitke za polnoletnost, ki jo boste praznovali in seveda se vidimo na koncertu. Tako, spoštovani in dragi, s uradnim delom in s to predstavitvijo smo zaključili dan, pa seveda besedo tudi vam. Morebitna vaša vprašanja so dobrodošla, če nismo še vsega povedali, čeprav smo bili zelo izčrpni. Hvala lepa, spoštovana miza. Tako da prosim, izvolite. Mogoče pa vas bodo raje podsukali za rokav potem v neformalnem delu in vas dobili še kakšno posebno izjavo. Torej še enkrat, veselimo se sodelovanja z vami letos in vsa prihodnja leta. Hvala za vašo aktivno udeležbo. Hvala še enkrat tudi vam. Vabljeni pa res na prijazno druženje tamle ob degustacijskem omizju, pa bomo še kakšno rekli brez mikrofonov. Hvala lepa.